Fantasy. Radio Fantasy. Legendarni avstralski rockeri Beds Are Burning in skupina Midnight Oil. In mi dva nisa več sama. Ne, pri nas vedno dogaja nekaj, ne? Pri nama je tudi ena legenda. Ja, Legenda, lahko rečem, celjskih stanovanj. ja, direktor nepremičnin Celje Primož Bervar, dobro jutro, zdravo. Zdravo in lep pozdrav Ej, vama. Pa ko je rekla legenda, čestitke, 10 let na funkciji. Ja, A? A si videl? A ti zapojemo še vse najboljše? ali kaj? hvala lepa. Naslednjič. A to se Čez 10 let. A to se kaj pozna? A veš, ko ponavadi za 10 jubilej ne dobiš kako neko A uro, kaj nagrado. takega? A to v javnem sektorju je tudi? Je, mislim, tako kot pač imajo vse posod, ne? Se pravi, skladno s kolektivno pogodbo so tudi te jubilejne nagrade. Izplačujejo, da si jo že dobil, Ne, okej. ali smo te zdaj spomnili. Hecam se. Ja, zdaj bom istočnica so stanovanja, ne takšna in drugačna, ampak še velja, da ima mestna občina Celje največ stanovanj na prebivalca. Velja v bistvu, da ima največ javnih najemnih stanovanj na prebivalca, se pravi sploh med mestnimi občinami. Čeprav sem zadnjič mi je rekel hrastniški župan, da pa jih imajo oni več, je pa res, da imajo manj prebivalcev kot Celje. Tako da kakorkoli, ne, Celje To je ima res, ja. veliko stanovanj, kar se dejansko tudi pozna v mestu. Pozna se v bistvu pač to, da ljudem se zagotavlja streha nad glavo, je res velik fond in to pomaga ljudem tudi pri njihovem življenju. Če sem tak izračun naredil, pri nas je povprečna cena kvadratnega metra recimo 5 evrov na kvadratni meter, ne, se pravi najemnina na trgu je nekje 10 evrov in dejansko Celjani na ta račun prišparajo nekje okrog 8 milijonov evrov. Tako da, ne, to je lepa, ne, in ta denar lahko potrošijo, ne vem, v trgovinah, če grejo v kafič, nekaj pojesti, ne nazadnje za inštrukcije svojih otrok, tako da tudi v tem pogledu je to en zelo pomemben razvojni moment. No, ampak zdaj, ko smo ravno pri številkah, ne, pa govorimo o neprofitnih stanovanjih, recimo, Singenska ulica je zrasla. Koliko stanovanj smo tam dobili? Tam smo dobili 142 stanovanj in v teh stanovanjih je cca 400 Celjanov. In zdaj septembra prihaja že nov razpis za neprofitna stanovanja. Tako je, septembra prihaja nov razpis, oziroma, pardon, v jeseni, tako da ni še čist natančno. Septembra, ja, pač, jesen. Jesen, ja. Jesen. Okay. Tako da pride nov razpis, je pa res, da po tem zadnjem razpisu, ne, ki smo ga imeli v letu 2021 oziroma 2022, smo dodelili več kot 150 stanovanj v 2 letih, kar je seveda pač posledica tega, da smo zgradili novo stanovanjsko sosesko. Žal po naslednjem razpisu toliko stanovanj ne bo dodeljenih, bo manj, pač znotraj tistega, kar imamo v obstoječem stanovanjskem fondu. No, pa se niste ustavili sam pri stanovanjih, ne, ker v bistvu bil razpis tudi za stanovanja za mlade v centru mesta. Tukaj smo dobili koliko stanovanj? Tu smo dobili 10 stanovanj. No, Ja. plus Lepo, tega, da še starejši so pa zdaj, pazi to, gospodje in gospe so se preselili v Vilo Vodnikova. Tako da prosim lepo, v Vilo, na stare leta lahko greš v Vilo. Kaj se mi dva že lahko prijavimo? Mislim, Janko sploh je že blizu Da mi ne bo 65. roka všla še. Ja, mislim, po izgledu ne bi rekel. Hvala. Tako da, ne, jaz bi rekel, da smo mi bolj sošolca, tako da mi smo mlada, še lep čas, da bomo upravičeni do oskrbovanih stanovanj. No, super sta vidva. Ja, dobro, za oskrbovano stanovanje je omejitev po letih 65, ne? Res je, najmanj Ampak, 65. a se lahko mi kaj prej že prijavimo na čakalno vrsto? Ne, v bistvu pač pogoj je 65 let, potem se lahko prijaviš. Je pa žal res tako, da je veliko število prijavljenih za oskrbovana stanovanja in ne, bi si želel, da bi tudi imeli v Celju več oskrbovanih stanovanj, ampak tudi na tem področju delamo. Pripravljamo stanovanjski program Mestna občina Celje, nepremičnine Celje, kjer predvidevamo različne ukrepe. Eno so v bistvu, kje pač bo bodoča stanovanjska gradnja in pa seveda tudi ukrepi za to, da pritegnemo druge investitorje, ki bodo gradili tudi javna najemna stanovanja, oskrbovana stanovanja, tako da so plani dobri.
Zdaj ti praviš, stanovanje je ena od temeljih človeških potreb. Ne? Imel si tudi izkušnje z mladimi. Kako vidiš to prihodnost mladih, da dobijo svoj domek? Jaz izhajam, če imam zdaj 10 let na družbi Nepremičnine Celje, sem prej imel 10 let v mladinskem centru, tako da imam eno profesionalno deformacijo, da vedno gledam na mlade še skozi posebno prizmo in definitivno so pač mladi so motor družbe in so v tem delu tudi v zdajšnji službi pač probamo nek način privilegirati. Bom rekel, neka taka pozitivna diskriminacija. Mladi, če želimo, da se mladi osamosvojijo, da začnejo polno delati, ustvarjati tudi družino, je zato definitivno potrebno stanovanje. In tukaj je en tak razvojni moment, zato da pač mladim pomagamo, da se čim prej osamosvojijo in da začnejo ustvarjati. Ja, okay, na mladih svet stoji. Da. Rekli smo, da mladi so dobili zdaj 10 stanovanj. Za mlade se še pričakuje? Bomo tudi v prihodnje za ta del skrbeli. Zdaj, omenila si teh 10 stanovanj, razpis, ki smo ga imeli v lanskem letu, se pravi v starem mestnem jedru smo prenovili stanovanja, jih oddali mladim. Smo pa tudi v okviru prejšnjega razpisa, neprofitnega razpisa, posebej naredili kategorijo mladi in smo na Singenski, mislim, da cca 40 stanovanj. Od 142 je bilo dodeljeno tudi mladim in mladim družinam. Tako da pač skozi vse razpise pač vlečemo to neko rdečo nit, da seveda pač tudi za mlade še posebej poskrbimo. Ampak tudi tukaj je starostna omejitev, ne? Pri Res je. starejših imamo od 65. leta dalje. Pa ti noš prišla zraven. Ja, sej, pri mladih je pa do 35. leta, če se ne motim. Res je. Jaz sem spet šla mi. Ja, moram priznati, da me kdaj kak kolega ali pa kaka kolegica, ja pa koliko zdaj 35, jaz sem pa zdaj glih 38 stara, saj jaz sem tudi mlada. Saj jaz ne oporekam, tudi Maruša tep, da si mlada, je pa res, da pač imamo tukaj omejitve. Je pa za razmisliti v tem delu, ker se pač ta socializacijska doba na nek način podaljšuje, tako da se tudi pri 40 še počutimo zelo mlade. Sam razpisovni. Sam razpisovni, to, kar sem prej omenil, da pač imamo stanovanjski program, je za razmisliti tudi mogoče pač to dobo verjetno malo podaljšamo. No. Da me eno poletno si slišala zdaj, kakva je situacija, Ja, malo ja. počaki pa mogoče podaljša, pa padeš noter. No, zdaj smo rekli, da nekje 400 novih najemnikov je na tej novi lokaciji, koliko skupno pa jih je pa po tej pesmi. 18 minut je do 10, z nama je Primož Bervar, direktor Nepremičnin Celje. Pozdravljen še enkrat. Lep pozdrav še enkrat. Dobro jutro. Debatiramo o tem in onem, ampak kaj si hotela reči? Ne, sem hotela, v bistvu mi, da smo ga poklicala zato, ker bi pač imela v celo vsake eno stanovanje, zdaj pa nam je povedal, da pač to ne gre tak, da smo ti premlad, jaz prestara. Glih kontra, ko bi človek mislil. A si videla to, ne? V glavnem ne paševa v to šablono noter, ampak vseeno istočnica je Nepremičnine Celje. Koliko imate najemnikov? Bral sem ene statistike, 1840, pa zdaj tukaj zraven, ko pride še vsi ostali, je bilo 4480. Koliko je pa zdaj? Ja, zdaj trenutno imamo stanovanj v oddaji oziroma oddanih stanovanj je 1980. Zdaj seveda pač, pri nas imamo velik fond na letni ravni, v lanskem letu smo recimo dobili nazaj 90 stanovanj. Stanovanja so dotrajana, ker se vrsto let niso prenavljala in je potrebno stanovanje prenoviti, to je pač nek proces, potem pa zopet gre nazaj. Mi smo v zadnjih 10 letih smo prenovili več kot 500 stanovanj, tako da to je tudi tisti moment, da se pravi, da mi imamo nek likviden stanovanjski fond in lahko tudi, če ne zgradimo nove soseske, Celjanom dodeljujemo stanovanja. Tako da, kar se tiče pa v naših stanovanjih živi trenutno okoli 5000 Celjanov, kar je 10% vseh Celjanov. Torej, imamo tudi stanovanj. No, ker tudi govora je bilo o dunajskem sistemu gradnje stanovanj. Zdaj, lahko mogoče se samo še tega dotaknemo za pikico. Ja. Ker to vem, da so plani za v bodoče, pa me zanima, če bomo mi dva prišla v kako šablono zram. Prosim, Primož, laično razloži dunajski vzorec, da bomo razumeli.
Ja, Dunajski model, ne, jaz sem, kar se tiče stanovanjskega modela, ne, je to tudi moja prioriteta, oziroma prioriteta, sem zelo ljubljen dunajski stanovanjski model, ker res zagotavlja javna najemna stanovanja za prebivalce Dunaja. Je pa to zelo podobno, kar smo imeli v prejšnjem sistemu, ne, se pravi v bivši državi, kjer so ljudje nekaj sredstev od svoje plače dali, potem se pa gradijo ta stanovanja. Catch pri dunajskem sistemu je, da poleg tega, da ne, je pač nek davek za gradnjo stanovanj in prenove stanovanj, doda nekaj še Dunaj. Mesto Dunaj, ne, in mesto Dunaj ima najemnine za nova stanovanja okoli 7,5 € na kvadratni meter, pa v to ceno so vključeni še neki dodatni stroški, kar je primerljivo skoraj s Celjem, ne. Ali pa ne, je celo niže, kot je na trgu v Celju, da ne govorimo seveda v Ljubljani, kjer je po 25 € na kvadratni meter plačujejo ljudje, tako da si sploh ne znam predstavljati, kako si lahko privoščijo take cene. Se pravi, plan je dolgoročni, ker zaenkrat kratkoročno ne vem, če še bo šlo finančno čez, ker je treba še kaj druga prej narediti. Ampak vseeno vem pa, da se tudi glede oskrbovanih stanovanj je bilo povpraševanje kar precejšno. Pa vem, da imate tudi to v planu pri domu za ostarele. Še ena taka stavbica naj bi prišla zraven. Zdaj, seveda, pač plani so vedno ambiciozni, ne. Pogoj je, da se ti plani realizirajo, seveda pač dobra finančna kondicija, ne. Jaz si želim, ne, vsi vrabci po vseh vejah v Celju in drugod po Sloveniji čivkajo, da je pač kriza na stanovanjskem področju, tako da vlada se je zavezala, da bo vzpostavila nek sistem, ne, tudi po vzoru Dunaj, kot smo prej govorili. Predsednik vlade je pred evropskimi volitvami celo obljubil milijardo evrov v naslednjih 10 letih, ne. Jaz, se pravi, po 100 milijonov na leto, jaz upam, da se bo to res realiziralo, kar je seveda tudi pogoj za to, da bomo lahko mi gradili. Zdaj, kar se tiče samih planov družbe nepremičnine, je seveda to, kar si omenila, ne. Pri domu ob Savinji je še ena parcela, je tudi prostorski akt, kjer so predvidena stanovanja za starejše. Zdaj, ali bojo prav kot oskrbovalna stanovanja, ampak ključno je, da so seveda stanovanja za starejše. Tukaj se pogovarjamo tudi, da bi pritegnali drugega investitorja, nepremičninski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, ki je nekaj podobnega kot mi, tudi javno podjetje, ki pa gradi izključno stanovanje za starejše. Kar se tiče pa družbe nepremičnine, pa smo prav v tem času smo v nekem postopku spremembe oziroma izdelave prostorskega akta, kjer pa načrtujemo izgradnjo nekje 80-90 stanovanj. Seveda pač to je dolgi proces, ne. Treba seveda pač sprejeti prostorski načrt, potem sprojektirati, pa da prideš do gradnje. To je nekajletni projekt. Kaj pa lokacijo že imamo? Zdaj, ja, lokacija je, ne, zelo zanimivo, je pri Lidlu, ne, kar je dejansko Lava. Ne, čeprav ljudje mislijo, da je to Nova vas oziroma Dečkovo naselje, ampak ja, ne, to je najbolj severovzhodni del Lave, tako da tam je pač predvideno. Seveda pa prej sem omenil, da Mestna občina Celje in družba nepremičnine pripravlja stanovanjski program. V tem stanovanjskem programu se bojo detektirale še druge lokacije za gradnjo, pa ne zgolj javnih najemnih stanovanj, ampak tudi tisto, kar se tiče pač za nakup na trgu, kjer bodo prišli seveda tudi drugi investitorji, čisto zasebni investitorji. Tako da, ne, jaz vidim pač, da se bo v Celju na tem področju v bodoče še dogajalo veliko. Dejstvo je, da plani so, sam še denar rabimo, Ja. pa midva. Bom jaz obrnil še eno vprašanje za konec. Kakaj pa je plačilna disciplina naših najemnikov? Sam res. To me zanima. Ne, to je Primož ne tako barbatno. Ne, mislim, jaz moram priznati, da seveda, ne, vedno se zgodi, so težki časi, tako da ljudem kdaj zmanjka. Imamo pri nas, govorimo
Sloveniji, neke sisteme, neke varnostne mreže vzpostavljene, se pravi pač, da ljudje, vkolikor so v stiski, dobijo tudi kakšno pomoč. Drugač pa, ja, v tem delu smo tudi mi nekoliko neprijazni do najemnikov. Seveda, to je pač pogoj, če ne dobimo najemnin, potem mi ne moremo naprej graditi, ne moremo prenavljati stanovanj, vzdrževati stanovanj, tako da se borimo. Vedno pa delamo z najemniki skupaj, tako da ni, da če ne plačeš najemnine 2, letiš na cesto, ampak se res potrudimo. Pride pa tudi seveda pač tisti moment, ko pač žal ne gre več naprej, ampak delamo dobro. No, midva ti obljubimo, da če bomo dobila kdaj stanovanja, bomo redna plačnika, bomo Veš, ful koliko je lepo takih? skrbela za... Pa midva zdaj to javno povema. Ja, no. Lej, pa sej konc konca, veš, ko bo Janko enkrat šel v dom za ostarele ali pa varovano stanovanje, se bo rabo negovalko. Ne? Kaže s nas. Ja, seveda, jaz bom tvoja negovalka, sej pa Super, brez fajn. mene ne moreš. Ne. Primož Bervar, časa, da bi zmanjkal. Hvala za vse te projekte predstavljene in ja, čist uspešno na tej poti, pa pridite še kaj povedati, ko bo še več. Hvala lepa za povabilo in računam, da bomo res uspešni in se vidimo. Jeseni spet. Jesen je pa tako zabogalo. Ja, no, ne, tak sej, da. jeseni Primož, spet. hvala, se vidimo. Lepo Hvala zdrav. enako. Radio Fantasy. Radio